Ja, seveda iščemo, a ne, je kratek odgovor. Se pravi, glede temne snovi so stvari že v bistvu precej daleč in lepo napreduje naše znanje. Problem je pač, da ta snov tam mora biti, obenem pa ne sodeluje s snovjo in tozadevno ne morete videti nobenih senc, kaj šele svetlobe, ki bi odhajale iz temne snovi. To ni kakšen prah ali kaj podobnega, to je, kot rečeno, zaenkrat neznano stanje snovi. Zdaj, učimo se recimo v naši galaksiji precej uspešno. Vidimo naprimer, koliko je ta porazdelitev temne snovi mozoljasta, koliko je na nek način so zgoščine okrog kakšnih manjših skupin zvezd, manjših pritlikavih galaksij, kako so te stvari razporejene v okolici neposredni naše galaksije. In to nam daje seveda misliti nekaj o naravi teh delcev. Tako da tukajle, rečemo, so bila narejena v zadnjih nekaj letih pomembna opazovanja. Seveda pa žal še ne vemo, ne znam povedati, verjetno bo to nek na novo odkrit osnovni delec, ki ga pa zaenkrat seveda nimamo. S temno energijo se tudi stvari premikajo, se pravi, to je zopet del celotne energije v vesolju, ki pač pravi, da se vesolje pospešuje, zaradi tega sproščajo te temne energije. Torej, tukajle so te stvari, rečemo, bile zdaj, kako bi človek rekel, mnogokrat potrjene, ne. Saj seveda že tisto osnovno opazovanje iz leta 98-99 je bilo vredno Nobelove nagrade, a ne. Ampak kljub vsemu v znanosti ni tako, da ko rata nekaj splošno sprejeto, tako rekoč, a ne, potem bojo pa ljudje to vzeli kot dogmo, a ne. Vedno znova probamo butati ob zid, a ne, in videti, da se da luknjo narediti, a ne. Znanost nikoli ne ve, a je nekaj res, vedno znova pa proba nekaj ovreči, a ne. Vi ne morete nečesa potrditi, lahko samo ovržete neko razlago, a ne. Podobno tudi tukajle, a ne. Kar je morda le pomembno, da je veliko ljudi z zelo različnih kotov pravzaprav, seveda temno snov že prej, pa tudi temno energijo sedaj probalo ugotoviti, ali dejansko jo potrebujemo za razlago vesolja, in odgovor je bil glasen ja, ne. Se pravi, s tem bo treba živeti, a ne, dejansko bo treba to stvar potrditi, a ne. Obenem pa seveda vemo, da, ja, zopet enkrat, to je neka evolucija. Če sva gledala, da, kot sva prej omenila, Zemlja ni v središču vesolja, a ne, tukajle to pomeni, da niti snov, iz katere smo mi, pravzaprav ni seveda večina vesolja. Dejansko je te snovi morda v celotnem vesolju energetsko gledano tam kakšne 4%, in še od tega polovico v nekem vročem, zelo razredčenem plinu med galaksijami, v galaktičnih halojih in tako naprej. Se pravi, tam 2-4% je atomov, iz katerih sva tudi midva in najini gledalci. Vse ostalo pa pravzaprav, ja, znaten del, tam skorajda četrtine, pride na temno snov, preostalo, se pravi, grobo rečeno 3/4, pa temna energija. Vse skupaj se zdi morda precej eksotično in seveda tudi je, presenetljivo, seveda tudi je. Nihče ni napovedal temne energije, a ne, to je bilo popolno presenečenje, kot se pogosto zgodi s pomembnimi odkritji v znanosti, da enostavno, ko nekaj odkriješ, te kar nekaj noči ne da spati, ker razmišljaš, kako se boš blamiral, ker je stvar tako nora in tako čudna, na koncu ugotoviš, da ni druge možnosti in pač stvar objaviš in daš v preverjanje ostalim, seveda, a ne. Ta faza je zdaj pri temni energiji že precej daleč, a ne. Se pravi, na nek način, ne vem, kdaj bo rešitev in kakšna bo rešitev, a ne. Vemo pa, da pravzaprav smo mi neki okrasek tega vesolja in vemo pravzaprav, da je treba s tema dvema komponentama živeti in da očitno niti približno še ne vemo vsega, ne zmanjka. Če lahko neki astronom kot dež govori uro, dve ali kolikor je že treba v vesolju, a ne, pa na koncu seveda se bom v glavnem govoril o 2-4% vsega, kar je tam, a ne. Potem ne pomeni to samo, da smo zelo dobri pravljičarji, a ne, ampak pomeni, da se da iz te vidne snovi sklepati tudi na ostale, a ne. Namreč zavedati se je treba, da narava ni zlobna, včasih je rahlo zvita, kot je kdo rekel, znano v preteklosti, ni pa zlobna, a ne. To pomeni, če vi vidite samo običajno snov, lahko
sklepate marsikaj o temni snovi in o temni energiji na osnovi tega, da sta ti dve verjetno nekako do neke mere pomešani, morda sodelujeta, morda ena vpliva na drugo, če ne druga preko mase in podobno. In je to nekako tako, moja priljubljena prispodoba je, predstavljajte si, da ne bi bili sposobni videti nobene temne barve in bi šli v bar, bi si naročili kapučino in gospa bi vam prinesla kapučino, zdaj pa pravzaprav vi ne veste, ali vam je prinesla kavo ali ne, zaradi tega, ker temne barve kave niste sposobni z vašimi očmi videti, ne. Ja, ampak kljub vsemu, saj mora biti tista pena na vrh, ne. Tista pena na vrh priča o tem, da je nekaj spodaj, tisto peno se da v šalčki rahlo porukati, vidite, kakšni valovi se vzbujajo, se da sklepati, da je spodaj najbrž tekočina, ne. Skratka, da se marsikaj narediti, morda tudi razmišljati, da boste boljše kot pri kapučinu stvar videli pri kavi z mlekom, ko bo stvar še lepši videti, da mora biti spod tekočina. Skratka, marsikaj se da, tudi če kave same po sebi niste uspeli videti. Nedvomno reči, da kava tukaj je, ne. Kljub temu pa seveda, ja, lepo bi pa bilo kavo tudi videti in morda tudi okusiti, ne. Se pravi, dokler ne razumemo stvari, toliko časa hodimo po krogih okrog in probamo stvari razumeti. Je pa seveda, jaz bi mislil, tudi obče človeško pretresljivo, vsaj za mene recimo, da po vsej tej zgodovini človeštva, ko je bilo vedno vse z nastankom sveta in z delovanjem pravzaprav v domeni religije, imamo zgodbo Darwina v 19. stoletju z teorijo evolucije, seveda, ki je danes več kot potrjena, in na drugi strani prav v zadnjih 20 letih pravzaprav ogromen razvoj na področju astronomije, ne, ko je to pravzaprav zdaj rutinsko seveda stvar. V zadnjih pred 100 leti še sploh vedeli nismo, da je Andromeda druga galaksija, zdaj pa vemo, na primer, starost vesolja natančno na odstotek, ne. In o tem ni pravzaprav nobenega dvoma, ker je potrjeno s toliko različnih strani, o teoriji velikega poka, v teh osnovnih stvarih ni več nobenega dvoma in to je torej zdaj sedaj domena znanosti, ni več samo domena nekih religioznih, takšnih ali drugačnih prepričanj, ne. Se pravi, človek ima zdaj nov način, kako lahko razmišlja o sebi in o svojem prostoru v kozmosu. Vi sodelujete tudi pri raziskavah, katerih cilj je razvozlati zgodovino in prihodnost naše galaksije. To se mi zdi kar precej izzivalno, zlasti slednje, recimo prihodnost, ne? No, seveda. Ja, to je tak tipičen primer drzne ideje, ne. Se pravi, če gledate, govorila sva o začetkih vesolja, o temni snovi, temni energiji in tako naprej. Veda, ki se ukvarja z vesoljem kot celoto, je seveda kozmologija, ne. Ampak skaže se pa, da to vesolje je staro tam 13,8 milijarde let, to se zdi ogromna številka, tudi je. Ampak vedeti morate pa, da je naše Osončje in tudi Zemlja stara tam 4,6, 4,7 milijarde let. Vmes je torej en faktor 3, ne. Se pravi, 3-krat starejše je vesolje kot naša Zemlja ali pa Sonce, ne. In to pomeni, da pravzaprav pa nismo v tako zelo starem vesolju, če bi človek na ta način z Zemljo to primerjal, ne. In posledično seveda imate še zvezde tokrat, ne, ki živijo, ki so še zmeraj aktivne, ki še zmeraj svetijo in tako naprej in so nastale v zelo, zelo zgodnji fazi obdobja vesolja, ne. In to zadevno seveda imate možnost takih obiskovalcev, Metuzalemov, dobesedno na vašem dvorišču, ne. Ni treba videti zgodovine vesolja samo tako, da gledate zelo, zelo daleč in je svetloba potem milijarde in milijarde let potovala do vas, ne. Lahko gledate vašo lokalno okolico, našo galaksijo, v kateri je tudi precej zvezd, ki so iz teh bolj zgodnjih obdobij, se lahko naučite, kako je galaksija nastala, iz česa je, njeno strukturo in potem pa seveda poznamo naravne zakone in se da to, morda bo se slišalo preveč prepotentno, ampak ni, dejansko se pokaže, da se da v računalniku kredibilno pokazati, kako bodo stvari šle v prihodnosti, ne, kaj se bo zgodilo. Dovolj dobro razumemo fizikalno sliko, ki je zadaj, ne. Ampak ta fizikalna slika mi nič ne pomaga, če jo ne utemeljim na meritvah, ne. In tukaj potrebujete ta opazovanja, ne. Zdaj, to področje, ki je nekako vzklilo leta 2002, sta kolega Joss Hawthorne pa Ken Freeman
nekako odprla. Z njimi tudi seveda sodelujem in to področje imenujemo galaktična arheologija, ker dejansko to počnemo. Iščem pravzaprav sledi bolj zgodnjih faz razvoja vesolja in ja, kar nekaj tega smo že našli, kar nekaj tega smo že uspeli pojasniti. Tudi v zvezi s temno snovjo, tudi v zvezi s strukturo galaksije, tudi v zvezi z drugimi galaksijami, ki trkajo v našo, in tudi s stvarmi, za katere pravzaprav sploh nismo vedeli, da bodo ti podatki dovolj dobri, recimo o prahu v galaksiji, o makromolekulah. Je bilo nekaj odmevnih stvari, ki so pravzaprav prišle natančno iz teh opazovanj. Seveda, to je skupina, naprimer, če gledamo 2002-2004 je potem štartal projekt RAVE, v katerem smo zraven. Skratka, to je projekt približno 60 znanstvenikov iz 10 držav, ki ga delamo tudi vodimo. No in ta projekt se zdaj počasi zaključuje in že seveda se stvari nadaljujejo. Obenem je štartala misija Gaia, Evropske vesoljske agencije, kjer nekaj malega zraven pomagamo, in pa potem sta še dva večja projekta od RAVE-a. Eden je Gaia ESO, se pravi na Evropskem južnem observatoriju, približno 100 noči na leto opazovanj za tak pregled neba. Tam recimo skrbimo konkretno za zvezde posebnih tipov, se pravi peculiar stars, pravzaprav naše področje, in delamo seveda tudi medzvezdni prostor. In potem pa zdaj ta največji projekt, ki je letos štartal v Avstraliji, se pravi Hermes Gala. Gala je, mimogrede, kar pokaževa gledalcem, Gala je tale ptič, da je tudi kaj lepega povedati. To so znani avstralski ptiči, obenem pa Gala, pisano G-A-L-A-H, je tudi kratica za Galactic Archaeology. In seveda tukaj bomo z največjim teleskopom v Avstraliji, 4-metrskim teleskopom, 5-6 let, približno polovico vsega časa opazovali mi in opazovali zelo podrobno spektroskopsko zvezdo v naši galaksiji. Določili kemično sestavo teh zvezd zelo natančno, 28 elementov je cilj zmeriti. Zdaj pravzaprav ene 3 elemente merite, 28 je zelo velik preskok in seveda še druge stvari zraven, in tudi tukaj smo nekako zadolženi za dvojne zvezde, zvezde posebnih tipov, za medzvezdni prostor. Tako da dela je velika, in je pravzaprav precej vznemirljiva celotna zgodba, ključ je pa sodelovanje. Se pravi, vedno je treba to stvar delati skupaj z drugimi ljudmi, vsak seveda je potem odgovoren za kakšno stvar, ki je treba narediti, da tako rečem, za skupnost, seveda pa potem tudi kakšna smetanca se kje najde, ki jo lahko z užitkom pregledate, ker seveda bolje razumete te podatke. Podatki bodo seveda jasno javni, na voljo vsakomur, ampak vaša primerjalna prednost je pa to, da jih boljše razumete.